Vlada Boruta Pahorja je že na samem začetku si vzela zdravnike kot za nekakšne talce. Potem se je zadeva malo umirila, zdaj pa v teh dopustniških časih ponovno prihaja do resnično neslutenih problemov. Kajti odločati se o tako velikih zadevah, ki zadevajo tiste, ki so zaposleni, torej izvajalce, o tem, koliko se jim bodo znižale plače oziroma koliko se jim bo znižalo dežurstvo, plačilo za dežurstvo, odločati se brez dialoga je lahko samo slabo. Zakaj? Zato, ker potem, ko se začnejo grožnje, ko je paciente strah, predvsem je strah tiste, ki so hudo bolani, da ne bodo prišli recimo na vrsto, pravočasno na vrsto. In da je po Sloveniji zdaj eno stanje, ki za nikogar ni dobro. Ni dobro niti za izvajalce, ni dobro za paciente. Pa brez potrebe, kajti z dialogom bi marsikaj lahko že vlada, minister dosegel prej. Ne sedaj, sedaj bo težko. Seveda, jaz verjamem, da bodo našli nek kompromis, ampak brez potrebe gre za to, da je ljudi enostavno strah. V tej situaciji, ko se izgubljajo službe, pa zraven seveda še človek ne ve, ali bo lahko prišel k zdravniku, ali bo lahko po noči, ko mu bo prišlo hudo, ali bo imel kam iti, ali bodo tisti, ki so dežurni, ali bodo dosegljivi, ali ne bodo, to seveda ni vseeno. In če bi vzeli v roke samo resolucijo o načrtu zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki smo jo sprejeli tekom našega mandata, je tam noter veliko napisanega, veliko je tudi načrtovanj, kako z številom zdravnikov, kako to nadoknaditi, kdaj pridemo tako rekoč na tisto normalno številko, ki v Evropi velja. Torej, jaz si želim, da bi vendar tudi na zdravstvenem področju po 2 letih lahko ta vlada pokazala kaj drugega kot to, da imamo stanje, ki je že nekontrolirano. Da bi lahko pokazala, kaj so rezultati v dobro pacientov in v dobro izvajalcev. In da bi lahko pokazala, da je katerega izmed tistih gradenj, kot je urgentni center, ne samo eden, ampak 9 bi jih naj bilo, ki so zelo nujni, ko bi vsaj eden izmed teh bil končan. Tako pa vse stoji, vse čaka in imamo nezadovoljstvo in imamo strah.